Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Gostja današnje oddaje Aktualno je direktorica Komunale Brigita Šen-Kreže, ki jo prav lepo pozdravljam v studiu. Dobrodošli. Dobrodošli tudi vam, hvala lepo. Mesto direktorice ste prevzeli 1. aprila, ki je, kot je znano, dan šaljivcev. Vam je šlo kaj na smeh, ko ste podrobneje pregledali komunalo? Tako bom rekla, jaz sem v bistvu že za pripravo programa, s katerim sem tudi kandidirala na ta javni razpis, preučila letno poročilo preteklih let, tako da mi je bila neka osnova za samo sestavo in iz tistega poročila že za leto 2018, ki je seveda objavljeno, se je pač videlo, kaj in v kakšni kondiciji je komunalno podjetje Idrija. Nadzorni odbor je v poročilu zapisal, da vas imenuje na mesto direktorice predvsem zaradi vaših izkušenj. Kje vse ste si jih nabirali? Moja prva pot v komunalnih zgodbah je na komunalnem podjetju Vrhnika. Tam sem v bistvu delala 15 let. Sprva sicer kot planer in analitik v računovodstvu, potem kasneje na obračunu v bistvu kot vodja tehnične komerciale in nazadnje 9 let kot direktor komunalnega podjetja Vrhnika. Naprej me pot nesla sicer za krajše obdobje v podjetje Publikus, ki je koncesionar, zasebnik in pokriva ravnanje s komunalnimi odpadki tako v občini Pivka, Postojna kot tudi Kamnik in Komenda. V kakšni kondiciji je komunala Idrija ta trenutek? Ne najbolj zavidljivi. Dejansko podjetje ima težave, smo na robu plačilne sposobnosti, tudi zadolženo je, tako da moramo upreti vse sile in napore, da se zadeva izboljša. Izvajate številne javne gospodarske službe. Povemo našim gledalcem, katere pravzaprav? Seveda, podjetje res izvaja številne službe. Naj izpostavim tiste, za katere se morda uporabniki mislijo, da so samoumevne, se pravi oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje, ravnanje s komunalnimi odpadki. Potem sledijo seveda vzdrževanje javnih površin, cest, tako letno kot zimsko, vzdrževanje, tudi pogrebno in pokopališko dejavnost imamo. Potem so pa seveda še energetika, katera sicer z letošnjim letom prehaja v roke koncesionarja, in pa tudi upravljanje nepremičnin, se pravi vseh nepremičnin, tiste, ki so v lasti občine, kot tudi ostalih, kot upravnik stanovanj. Kateri od teh programov pa so tržni? Gradbeni del, kateri je pač v sklopu sicer skupne komunalne rabe, kot jo imenujemo, potem nekaj seveda tudi v sklopu pogrebne in pokopališke, tistega dela, kar je za izvajanje, se pravi pogrebov, je tržni del, pa potem preko tega upravljanja stanovanj je seveda ta del je tudi na trgu. Občani imajo stik s komunalo, če ne drugače, ob plačilu položnic. Kako je s cenami? Si lahko vi sami izmišljujete te cene? Ne, nikakor. Cene gospodarskih javnih služb, kot sem rekla, odvajanje, čiščenje odpadne vode, ravnanje s komunalnimi odpadki in pa oskrba s pitno vodo, se oblikuje v skladu z uredbo o metodologiji, ki jo je sprejela država. Tam v tej uredbi je zelo natančno opredeljeno, katera so izhodišča za oblikovanje cen, kako se cene izračunajo, kakšen je v bistvu protokol, da se potem predložijo v obravnavo občinskim svetom v potrditev. In na tem mestu moram poudariti, da je res pomembno, da se vsi skupaj zavedajo občani, da tisti stroški, ki nastajajo pri izvajanju teh gospodarskih javnih služb, vplivajo na samo ceno. In tu bi rada izpostavila res, da moramo veliko narediti na vseh dejavnostih, najprej na področju ravnanja s komunalnimi odpadki. Sicer delež ločevanja odpadkov je nekaj čez 60%, vendar občine, ki dobro ločujejo odpadke, se ta delež nahaja tam na cirka 85%. Poleg tega v občini Idrija občani ustvarjajo na leto cirka 130 kilogramov nekoristnih komunalnih odpadkov. To je tistih, se pravi, s katerimi načeloma ne bi smel nič več, ne moreš nič kaj dosti več narediti, in glede na koncesijske
koncesijo, ki je bila podeljena javnemu podjetju Vodovod Snaga Ljubljana, seveda ti odpadki vsi romajo v Ljubljano. Po sortirni analizi, ki smo jo naredili lansko leto, ki jo podjetje naredilo lansko leto in jo je izvajalec potrebno, jo mora vsako leto izvajati, je v teh mešanih komunalnih odpadkih več kot 40% bioloških, kuhinjskih, razgradljivih odpadkov. In to je ena osnova, s katero moramo zdaj štartati. Jaz sem vesela, da je občina zaposlila tudi inšpekcijsko službo, kolikor imam informacijo, da 1. junija začne nova sodelavka, da bomo skupaj vložili napor, da bomo pričeli z pregledovanjem zabojnikov, z osveščanjem zabojnikov, da bomo opozarjali občane, seveda v prvi vrsti, kaj sodi ponovno v ta zabojnik, glede na to, da recimo, ko sem zdaj govorila s sodelavci, ki delajo na terenu, da so v bistvu v zabojniku najdejo tudi beton, sicer še svež, ampak z listjem pokrit. To ne sodi med mešane komunalne odpadke. Med mešane komunalne odpadke sodijo higienski pripomočki, vrečka od sesalnika, plenice, ne pa vse ostalo. In res 40% organskih kuhinjskih odpadkov v oziroma v zabojniku za mešane komunalne odpadke to ne sodi. Ključno je torej sodelovanje z občani. Definitivno. Tukaj gre za izobraževanje, tukaj gre za dolgoročno sodelovanje in pa osveščanje. Tako da dejansko, da občani nekako prepoznajo že takoj na začetku, kaj sodi v kater zabojnik, in pa seveda morda zakaj bi lahko bil razlog, da je toliko organskih odpadkov v tem zabojniku zamešane, je tudi v tem, da uredba, ki sva jo prej omenila, omogoča, da občani kompostirajo sami. Dejstvo pa seveda je, da lahko pride do tega, da občani odpovedo zabojnik za organske odpadke, da bodo kompostirali sami doma, potem pa morda iz nereda ali pa kakorkoli mogoče s priročnosti ta organski odpadek vržejo vseeno v zabojnik za mešane odpadke. Kako pa imate razdeljene stroške med občinama Idrija in Cerkno? Pred meseci je bilo kar nekaj slabe volje, ker v Cerknem dolgo niso povišali cen. Vpliva to tudi na rentabilnost, bi rekel, idrijskega dela? Ne, zadeva je tako, da se stroški, ki nastajajo, se delijo glede na količine odpadkov, ki nastajajo v posamezni občini. Se pravi, ko naša vozila pobirajo te odpadke, se seveda potem tehtajo in na podlagi tega se potem delijo tudi vsi stroški. Bojazni, da bi Idrijčani plačevali stroške za Cerkno? In obratno, nikakor ne. Nikakor. Vam je v tem dobrem mesecu, odkar ste v pisarni direktorice Komunale iz omare že padel kak okostnjak? Jaz sem tako rekla, da dejansko, ne glede na to, da sem že preučila poročilo za leto 2018, se zdajle pripravlja poročilo seveda za leto 2019, sicer malo za zamudo, je v času revizije ravnokar, in ja, sem se prav zadnjič pošalila, da imam občutek, da imam kdaj tako dobim kakšen kinder jajček, sicer noter ni neka figurica, ampak so pač izzivi, s katerimi se moramo soočiti. Najbrž je prvi izziv spraviti poslovanje Komunale na pozitivno ničlo. Kako se boste lotili tega? Ja, v prvi vrsti moramo seveda vsi skupaj z sodelavci, in to sem tudi že povedala takrat na začetku, da smo pač na isti barki, jaz temu pravim, da lahko direktor kot tak usmerja in vodi, vendar mora biti cela ekipa za to. Se pravi, ne moremo imeti veslačev, ki celo zavirajo pot na tej naši skupni zgodbi, ali pa tisti, ki bi celo šli dol iz te barke. Tako da treba bo pač prevetriti procese, jih pogledati, optimizirati, in jaz verjamem, glede na to, da je ekipa strokovna, z veliko znanja, da bomo lahko tudi ta drugi del izboljšali, same postopke pohitrili, da tako rečem, namreč dejansko ta pot od same izvedbe in potem do obračuna in do vseh tega mora biti čim krajša, čim bolj efektivna. Tako da ja, izzivov ne bo zmanjkalo. To zniževanje poslovnih stroškov ima najbrž tudi neko razumno mejo.
v neskončnost se najbrž ne da. Ne. Vsekakor ne moramo primerjati eno javno podjetje z nekim, bom rekla, samostojnim podjetnikom. Predvsem v tem, da kot javno podjetje ali pa tudi, če bi bili koncesionar, ne glede na to, tudi če bi bili zasebnik, smo glede na zakonodajo, ki je sprejeta in velja za gospodarske javne službe, smo zavezani številnim poročanjem državi, številnim poročilom, ki jih pač moramo pošiljati na dnevni, na mesečni, tedenski bazi. Skratka, tega sporočanja je ogromno. Žal država zahteva vsa ta poročila, tako da tu nikakor ni, da bi rekli, zdaj pa če bomo pa zasebnik, pa nam tega ne bi bilo potrebno. Kakšna bo Komunala v Idriji, ko boste končali ta mandat? Predvsem jaz mislim, da bolj vitka v smislu procesov. Jaz tudi upam, da bo tudi na strani občine posluh na področju investiranja v komunalno infrastrukturo. Zavedati se moramo, da komunalno podjetje na letnem nivoju za te glavne gospodarske javne službe od občanov seveda pobere omrežnino za več kot 1 milijon evrov. To je v bistvu najemnina, ki jo mi potem prenakažemo naprej lastnici, občini Idrija, in iz tega naslova se seveda more investirati nazaj v to komunalno infrastrukturo. In res želim, da bo posluh na drugi strani, da se sproti investira v to infrastrukturo. Namreč vodne izgube, ki dosegajo, mislim, da cirka 40%, so res nedopustne. Namreč za vsak kubik načrpane pitne vode je potrebno plačati vodno povračilo, in ki ga seveda ponovno zahteva država. In to je strošek za tiste količine, ki pač niso prodane in spet grejo nazaj v ceno. Tako da tu je veliko izzivov tudi na strani občine, kako ji bo uspelo zagotoviti dovolj sredstev iz tega naslova, da se bo vračala v infrastrukturo. Ste se že kaj naveličali vsakodnevne vožnje iz Logatca do Idrije? Niti ne, zato ker dejansko je vsak dan izziv zase, v smislu kamenja na cesti. Tako da zaenkrat še ne. Če ne. Gospa direktorica, želim vam, da bi imeli srečno roko pri reševanju komunale iz rdečih številk in da bi za odgovoren odnos do okolja uspeli navdušiti čim več prebivalcev občin Idrija in Cerkno. Zahvaljujem se vam za obisk v našem studiu in za pojasnila. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost.